Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski ekspert za zdravljenje partnerstva. In danes bom odgovoril na vprašanje, kako lahko rešite svoje partnerstvo. Ravno sem končal trening z stranko in me vpraša, kaj bo sedaj drugače, kako lahko sploh rešim moje partnerstvo. V preteklosti sem poskušala, šla sva s partnerjem na terapijo, sva se pogovarjala, sva se poskušala dogovoriti, ampak zadeva ni funkcionirala. Kaj lahko pričakujem, kaj bo sedaj drugače? Ok, poglejte, v bistvu najprej poglejmo, kaj se dogaja. V začetku, ko pridemo skupaj v partnerstvo, v odnos, smo polni energije, polni navdušenja, na nek način naše partnerstvo je nepopisan list. In potem v bistvu se stvari začnejo dogajati. Ampak dogajati se začnejo zakaj? Zato, ker dejansko v tem toku časa izgubljamo energijo, ker se še doda v partnerstvo, pridemo poškodovani in potem, ker imamo omejeno znanje, se še dodatno poškodujemo. In tisto, kar dosti ljudi pravi, na začetku sva bila super, sva se lahko pogovarjala, sva bila usklajena, sedaj se pa je spremenil, sva se spremenila, nič več se ne pogovarjava, v bistvu sva postala drugačna. Ampak v bistvu to ne drži popolnoma, skoraj nič ne drži. Vidva se nista spremenila, samo na začetku sta imela dovolj energije, dovolj potrpežljivosti, dovolj tolerance in potem sta vedno našla pot, da sta se pogovorila. Sta vedno našla pot, da sta tisto konfliktno situacijo končala. In sedaj potem, ko se teh stvari nabere preko mere in potem, ko začnete razmišljati, tako življenje ni več, bom rekel, za skupaj, želiva ali bova to rešila ali pa greva narazen, potem v tistem trenutku začneta reševati, poskušata dejansko se pogovoriti, poskušata si obljubiti, poskušata si narediti nek načrt, ampak ta stvar ne deluje. Zakaj? Zato, ker smo v tem partnerstvu smo nažalost poškodovani. V partnerstvo smo prišli z preteklo prtljago, z energijskimi poškodbami, dejansko zaradi vsega tega smo energijskimi blokadami tudi, zaradi vsega tega smo bistveno bolj občutljivi in zmanjkalo nam je energije, in dejansko zaradi tega je na tem nivoju nemogoče rešiti partnerstvo. To pomeni, prvi korak je oziroma edini način, da je bistveno lažje in da so rezultati, da se ga lotimo energijsko. To pomeni, energijsko moramo regenerirati svojo energijo. Moramo pozdraviti te naše poškodbe, zato da na nek način rečemo, lahko spravimo situacijo partnerstva oziroma partnerja v situacijo, stanje, kot sta bila, ko sta prišla skupaj. Dejansko energijsko se je treba nabildati, energijsko se je treba pozdraviti, da ojačati, da se nas stvari, ki se trenutno dogajajo v partnerstvu, ne dotaknejo, nas ne mečejo iz tira, in potem lahko začnemo z novim znanjem, z novim razumevanjem, z spreminjanjem podzavestnih programov. Zato, ker ko smo prvič prišli skupaj, smo imeli dovolj energije, prišli smo nažalost poškodovani, imeli smo omejeno znanje in zaradi tega so se začele dogajati konfliktne situacije, zaradi tega se je začelo porajati in nabirati nezadovoljstvo. To pomeni korak, kako lahko to popravimo, kako lahko rešimo partnerstvo, je, da najprej energijsko dvignemo sebe in potem še partnerja, to se zgodi na energijskem treningu, katerega izvajam, in potem začnemo z drugačne osnove, z drugačnimi pričakovanji, z drugačnim razumevanjem samega partnerstva. Ampak tokrat bo drugače, ker imamo energijo. Ker dejansko teh poškodb ne bomo toliko čutili. Ker ko gremo skozi ta proces reševanja teh starih zamer, ker ogromno stvari tudi prihaja potem zopet ven, ker vedno, ko poskušaš rešiti neko zadevo,
Je problem, da se, ko rešuješ to zadevo, se ti hkrati dvignejo vse zamere, vsa čustva, ki so dejansko sploh povzročila to zamero. Ne? In če nimaš takrat energije, če ne moreš iti v frekvenco miru, če ne moreš te stvari gledati iz distance, je skoraj nemogoče, da to rešiš. Ne? Seveda lahko greš na nek razgovor, lahko imaš terapeuta, lahko sta oba na kavču, lahko se dogovarjata, lahko se pogovorita, lahko se dogovorita, ne? Lahko naredita nek plan, ampak problem je v tem, če nimaš energije, če si še vedno občutljiv, če še vedno ti butajo ven vse te zadeve, dejansko se dogovora ne moreš držati. Dejansko ne moreš v bistvu iti iznad tega, da lahko zopet neke stvari toleriraš, da lahko odpustiš. Ampak razumete, v tem je celotna situacija. Ko poskušamo, partnerstvo reševati samo pogovorno, besedno, dogovorno, brez energije. Ne. Ko pa delamo z energijo, je pa, tako kot sem rekel, ne, prvi korak, da se regeneriramo, to pomeni, da imamo zopet dovolj moči, dovolj energije, da se energijsko pozdravimo, da nismo toliko občutljivi za tisto, kar se dogaja, ker ko začnemo reševati stvari, se še vedno dogaja. Ne. Ni tako, da zdaj se pa odločimo, bo pa drugače. Ne. To je v bistvu, skoraj ne verjamem, da bi recimo partner in partnerka se odločila, ne, zdaj bo pa drugače, zdaj bo pa drugače delala, ne, z novim znanjem. Še vedno prihajajo na dan te stvari in te stvari so večinoma premočne in zaradi tega je toliko težko. Tako da v bistvu, da majčkeno razumete razliko med energijskim zdravljenjem partnerstva in klasičnim reševanjem partnerstva. Tako da to je bilo eno kratko sporočilo za danes. Želim, da ostanete čudoviti, če ste v taki situaciji, če želite več informacij, se vam na voljo, me lahko kontaktirate, se z veseljem odzovem, pomagam, vas podprem. Želim vam en čudovit dan in do naslednjič.